Živijo, sva Davor in Andraž iz Sweet TV in danes vam odgovarjava na vse kritike, ki pravite, zakaj imamo sploh tag v najinem imenu, čeprav reviewava in govoriva večinoma samo od pametnih telefonov. Je več razlogov za to, ampak danes bo te kritike vsaj malo utišala. Tukaj imamo danes za vas GoPro Hero 9, ki smo ga hotela že nekaj časa sprobati. Veva, da pandemija ni najboljši cajt, pa ni pisan na kožo videokamere za snemanje športnih aktivnosti na prostem, ampak moramo malo prediha narediti od pametnih telefonov. Res je. Tako da, če vam bo tale video všeč, ga prosim, da ga všečkate, se naročite na najin kanal in naj spremljate na Instagramu, Facebooku, Twitterju in pa TikToku. Serija o GoPro Hero 9 bo razdeljena na dva dela in sicer bo v prvem delu šla malo čez tehnične specifikacije same naprave, v drugem delu pa jo bo tudi sprobala na prostem in pokazala razne dodatke za njeno uporabo. Jaz se vsak let bolj sprašujem, zakaj GoPro sploh refresha videokamere. Konec koncev živimo v letu 2021, ko so ta boljši telefoni že vsi praktično vodoodporni. Širokokotna kamera je stalnica na flagship telefonih, tudi midrange telefonih. Torej, kaj je GoPro ponudil v letu 2020, da se vam splača odšteti teh slabih 500 evrov, kolikor ta stvar košta, čeprav imate večino teh funkcij že na svojem pametnem telefonu. GoPro Hero 9 ima še zmeraj zelo škatlast dizajn, ki ga poznamo iz ostalih GoPro naprav. Sva pa opazila, da je letos 9-ka malo težja od 8-ice. Če to reč vržete komu v glavo, ga bo konkretno zabolel. Razlog tiči verjetno v tem, da je cela zadeva malo zrasla po samih dimenzijah v vse smeri in da je noter za kar tretjino večja baterija, kot je bila pri 8-ici. Tista je imela, mislim, da 1220 mAh veliko baterijo, pri 9-ki je pa 1720 mAh velika baterija. Hiter polnilec boste sicer mogli dokupiti, ker je na njem USB-C, tako da imate hitro povezavo iz USB-C na samo GoPro napravo za hitro polnjenje. To je dobra stvar, ker ko delate napravo manjšo, je manjša tudi maksimalna kapaciteta baterije in s tem žrtvujete dolg obstoj baterije za priročno tak manjši dizajn. V praksi to pomeni, da ne bi naprava zdržala lahko cel dan, je pa tudi odvisen od tega, koliko uporabljate in če imate istočasno vklopljen spreden in pa zadnji zaslon. GoPro Hero 9 gre tudi bolj v koraku z okoljsko naravnano miselnostjo, ker njegovo hiše ni iz plastike. Tam kamerica je prav gotovo priročna, ker je kljub malo večjim dimenzijam brez problema pritrte na čelade, na balance od koles, na surfdeske, na stranski špegli od avta, v bistvu kamorkoli lahko date. Zdaj, neke bojazni, da bi jo s svojimi aktivnostmi uničili, praktično nimate, ker je pač ta stvar res trpežna kot kamen. Pa ne samo to, GoPro Hero 9 je končno tudi dejansko zanimiva alternativa za videovloganje, ker so končno namontirali barvast zaslon na sprednji strani naprave zraven objektiva, da lahko natančno upirite posnetek in vidite, kva za boga sploh snimate in če dobro zgledate v kadru. Resno, sprednji zaslon je po moje največji korak naprej pri GoPro 9 in z njim je GoPro tudi končno odgovorna konkurenca, kot je recimo DJI Osmo Action, drugače pa glavni ekran na hrbtu tudi dobil update, ker je večji, diagonalno zdaj mer 5,77 cm, to je dobro, ker je zdaj zaslon res barvit, pokaže vam več informacij, res pa včasih majčkeno zalega, ko snema, ampak to ni pogost pojav. Razen tega, kakšnih hudih novosti glede same oblike ni. Še zmeraj ima režo za spominsko kartico microSD, ki jo boste mogli mimogrede dokupiti posebej. Še zmeraj ima vhod USB-C za polnjenje in še zmeraj ima tudi minimalno število gumbov. Za vklop in izklop na strani, pa za snemanje posnetkov oziroma fotografij na vrhu same naprave. Kar je pa novega, je pa posebno območje pod gumbom za izklop, ki je v bistvu tako imenovan odtočni mikrofon, ki izpodrine vodo, če se greste potapljati to napravo, da lahko GoPro 9 hitreje preklopi in izostri zvok, ko pridete na gladino. Hero 9 je nazaj pripeljal tudi montiranje predlič, kar pomeni, da če hočete čez objektiv dati kakšen filter, ga lahko zdaj preprosto namontirate gor in zadeva deluje.
8 tega ni poznala, ker je pač GoPro takrat imel nek približek, da se tega ne gre več. Je pa imela to opcijo 7, samo da od nje predleče ne pašejo gor na 9, ker je malo letdown. Ampak, vsaj dobili smo nazaj to opcijo. Ok, zdaj pa ta glavna stvar pri 9 oziroma GoPro je nasplošno, kaj pa objektiv, fanta? Dajte nam več od tega povedati. No, senzor v objektivu ima 20 megapikslov, z njim lahko snimate res v velikih resolucijah, od 5K do 4K, do 2,7K, do 1080 pik. In pri vsaki od teh imate še različno število sličic na sekund oziroma FPS, pri katerih lahko snimate. Od opcij pri tej stvari se vam res lahko zmeša, ker v bistvu karkoli rabite, tukaj gor zmeraj skoraj da ne dobite. Zvizda šova je siguren 5K, ki je kristalno čist. Je bil pa na začetku malo težav, ker je objektiv preveč izostril sam kader in so fotke ven prišle preveč ostre, zato jih je bilo treba konkretno popravljati z orodji na računalnikih. Od takrat so to z dvema posodobitvama popravili, poleg tega pa so odpravili pojav tako imenovane modre točke na sredini kadra, kadar je na senzoru objektiva padlo preveč svetlobe iz svetlobnih virov, kot je na primer sonce. Posnetki so sicer top, elektronska stabilizacija slike HyperSmooth je bila na GoPro-jih zmer vrhunska in v 2020 so samo še zboljšali s HyperSmooth 3. Ok, to je te stabilizacije na GoPro-ju, 4K 30 sličic, da vidimo, kako GoPro stabilizira, ko jaz malo jogam. Nama so bili video posnetki drugače tudi dosti všeč, ker so že po naravi na tem objektivu bolj izstopajoče barve, česar so midva tudi že navajena iz svojih androidnih telefonov in pa drugih telefonov, Samsung, Huawei, Xiaomi recimo, ki imajo že tako ali tako objektive, ki prikažejo dosti tople barve, o čemer so tudi govorila o najnem testu 16 kamer mobilnih telefonov. Fotografije se snimajo z 20 megapikselstim objektivom, so dobre, niso pa lih vrhunske, ker včasih vanje prikrade preveč šuma, poleg tega pa napravi vzame kar dosti cajta, da sprocesira HDR fotke. Ko se že pogovarjamo o HDR, Hero 9 ima navado, da včasih sence naredi nekako res črne, tako, že kar malo nenaravno temne so, ampak spet, to je stvar okusa. Če so vam pomembne fotke, sicer priporočajo, da se malo ozrete po konkurenci ali pa pogledate od GoPro-ja Hero 7 Black, ki je bil veliko boljši za delanje fotografij. Pa tudi uporabite svoj telefon, če je taka mirna fotka. GoPro sicer tekom leta pošilja tako imenovane mode oziroma predleče na trg, ki jih pritrdite sem gor na objektiv. Za 100 € lahko kupite tudi Max Lens mod, ki vam še dodatno stabilizira kader in vam razširi vidno polje. S pomočjo tega lahko v HyperSmooth modu snemate do 2,7K, dobite pa kar 155 stopinjski kot, ker leče omogoča horizontalno zaklepanje videoposnetka za celih 360 stopinj, se lahko malo igrate in naredite iz tega tako imenovan fisheye efekt. Ta predleča je zlasti uporabna pri smučanju, kolesarjenju in zato kakšne druge športe uporabljate. Kaj pa konkurenca? Najbolj Hero 9 napadata DJI Osmo Action, ki pa ima maksimalno resolucijo pri 4K in je že malo zastarel. Insta One R, One Inch Edition je malo dražji in ima še bolj uporaben 360 stopinjski mod s snimanjem do 5K, ampak bojda ima kar nekaj težav s kvaliteto izdelave, tako da priporočava, da malo počakate na update. Ampak, ko bosta konkurenca posodobila ta svoj arzenal, znata hudo konkurirati Hero 9. Ampak zaenkrat je to najboljša takšna naprava za snemanje videov, ki jo lahko kupite, čeprav je kar dosti draga, roko na srce, in čeprav imajo veliko njenih funkcij že telefoni v vaših žepih. Je pa na določene pogoje še bolj odporen, recimo v vodi, in bolj fleksibilen v primerjavi s samimi telefoni. Recimo te fisheye efekte delate, kar s telefoni ne morete. Ok, to je za danes vse. Upava, da vam je bil video všeč in vas vabva, da si ogledate tudi najin video, ko bova GoPro 9 testirala v naravi, kar tudi že komaj čaka, upava, da bo video čim prej prišel. V komentarjih nama zaupajte, če si boste umislili Hero 9, ali pa če ga imate in ste zadovoljni z njim, pa ne pozabite, če imate kakšno napravo, za katero hočete, da jo sprobava,
napišite, Ja. vsi vesela sva vsakega vašega predloga. Tako da do naslednjič postanite zdravi in se vidimo v naslednjem videu. Čau.